Hvala lepa za besedo. Z veseljem sem prišla danes tukaj sem. Včeraj sem prišla iz Bruslja in res je, v Bruslju je zelo drugače, v Evropi je zelo drugače. V Evropi ni nemogoče povedati tisto, kar misliš in ne biti obsojen za to. V Evropi lahko povemo, kar mislimo in mi, evropski poslanci iz Evropske ljudske stranke, smo povedali svoje. Naslednji dan smo v časopisih prebrali, kako sramotimo Slovenijo. Spoštovane gospe in gospodje, sramota je to ne kaj mi povemo, ampak to, kar se v Sloveniji dogaja. In povem vam, ko smo kolegom v Evropskem parlamentu želeli razložiti, zakaj pravzaprav v Sloveniji gre, nas je mnogo od njih vprašalo, pa kaj vi mislite resno? Se to res pri vas dogaja? V osrčju Slovenije, pa saj vi ste že 10 let člani Evropske unije, pa saj vendar pri vas deluje pravna država, saj vsi pravijo, da deluje pravna država. In potem poskušamo vsakemu enemu po enemu obrazložiti, zakaj gre, in verjemite mi, imamo veliko tistih, ki mislijo, da je treba v Sloveniji spremeniti nekaj na bolje, na drugače. In med drugim je tudi zato Evropska ljudska stranka kot eno izmed svojih zavez v prihodnosti zapisala, da bo predlagala revizijo oziroma pregled nevmešavanje politike v sodne sisteme v vseh državah. Neodvisnost sodstva, mi smo za pravno državo, narobe nas citirajo mediji, ko pravijo, da nismo za pravno državo, da sramotimo Slovenijo. Ni res, mi smo za pravno državo in želimo, da deluje. In ne sramotimo Slovenije, sramoti Slovenija sama sebe, z načinom, kot ga ima sedaj. Obljubljam vam, da se bomo še naprej po svojih močeh borili in prizadevali za to, da v Evropi izvedo, kaj je resnica v Sloveniji. Da se pravni sistem sicer načeloma proglaša in naj bi deloval, vendar v resnici, v realnosti ne deluje. Kajti, če bi deloval, potem Janez Janša nikoli ne bi mogel biti obsojen tako, kot je bil. Hvala lepa, vztrajajte še naprej, vsak po svojih močeh se bomo borili po vseh poteh, da pravna država v Sloveniji zares začne delovati.